Hvala lepa za vabilo. Jaz sem nekako, bi rekel, dvojno srečo okrog te korona histerije. Torej, že pred 25 leti nekako sem intenzivno spremljal prvi tak accident na globalni ravni, torej to znamenito bolezen norih krav, zelo podrobno. Potem se je 2005 zgodil prvi poskus histerizacije javnosti za ptičjo gripo in 2009 za prašičjo gripo. Torej, čim se je marca leta 2020 pojavila ta medijska bomba glede korone, sem jaz takoj videl, da je tokrat mašinerija pripravljena, da se je učila na poprejšnjih napakah, kajti bistvena napaka predvsem leta 2009, tudi takrat so imeli cepiva že pripravljena, patentirana in histerizacija že preštimana. Bistvena napaka je bila v tem, da niso bili mediji vključeni. Bom sam povedal eno anekdoto, ko je profesor Lanka, to je iz zahodne Nemčije, imel zelo znamenit profesor, mikrobiolog in medicinec, imel velik intervju za nemške medije in ga je novinarka vprašala, kakšen bo vpliv po njegovi oceni ptičje gripe, takrat v igri 2005, kakšen bo vpliv ptičje gripe na Nemčijo. In rekel, veste kaj, zelo verjetno bo manjša rodnost. In ona gleda debelo, pravi, kako to mislite, kakšna manjša rodnost? Je rekel, ja, veste, štorkle bodo poginile, pa bo manj otrok. Ona je bila čisto ogorčena, kako pa vi kot znamenit znanstvenik zdaj mešate štorkle pa rodnost, je rekel, to je ravno tako, kot vi mešate ptičjo gripo pa človeka. Torej vidimo, takrat je bil še možen humor po medijih, danes imamo umor vsakega drugačnega razmišljanja in čim sem videl, da gre za cenzuro, cenzura je zame konec znanosti. Znanost vedno napreduje v korakih, ko se argumenti in protiargumenti soočijo. Vemo, kako je bilo v zgodovini znanosti, kakšni so bili te špetiri med znanstveniki, kako je vsaka teza ali pa hipoteza od danes do jutri, kako so padale najtežje možne, najbolj preverljive in najbolj pri mojih duš bi rekel teze čez noč v nekaj čisto novega, to je bil napredek znanosti. Torej, zdaj imamo pa dogmo, veste, bom dal primerjavo, recimo ena najbolj tipična dogma, ko smo pač v tem svetu katoliške sfere Evrope, je tista o izvirnem grehu. Torej, vsak se rodi, takoj ob rojstvu ima že prinesen na svet izvirni greh. Zdaj, edini cerkveni možje so tisti, ki lahko tega človeka odrešijo in v ta izvirni greh izbrišejo z krstom. Brkati grozinec s priimkom Stalin je to prinesel v politiko. Torej, ti si kriv, ti si izdajalec, ti si diverzant, ti si zahodni tajni agent, boš v predstrelski vod, dokaži, da nisi kriv. Vidimo, da imamo obraten dokazni postopek. Najverjetno, kako se sedanji svet spreobrača v smeri stalinizma, v smislu teh dogm. Zdaj je vsak obsojen, da je bolan. Dokaži, da nisi bolan. Torej, zdaj smo zdravi ljudje, tisti, ki smo moteči, tisti, ki nosimo neko obolenje, zdaj moramo mi kot zdravi dokazovati, da nismo bolni. Pazite, to je na glavo obrnjeno vsak način razmišljanja, kako temu rečemo. Torej, vidimo, da imamo opravka z dogmo. In če imamo zdaj še opravka s prisilo, potem nič čudnega, da sem jaz že pred leti, ko sem se predvsem ukvarjal s toksikologijo pa z okoljskimi toksini, že takrat izjavil in tudi pisal, da je v bistvu edino, kar je globalizirano, je kapital pa kriminal, kar je pa isto. Sam kapital ima ponovati Armani obleke, kriminal ima pa neke lederjakne pa pištole. Torej vidimo, da gre pa za isto filozofijo nasilja. In zdaj imamo opravka točno s tem nasiljem. Glejte, zgodba, ta koncept biološke vojne sem že krepko prepoznal že po naravni poti, ko sem se ukvarjal recimo z vprašanji takrat te silne bolezni krompirja na Irskem leta 1845-50, ko je umrlo okrog milijon Ircev in na 100 000 je šlo v emigracijo v ZDA takrat.
kako je neka naravna patologija prišla, en naravni patogen prišel in je dobesedno uničil državo. Mi smo podobno zgodbo imeli, veste, leta tam 1895-96, ko je tudi v slovenski prostor udrla trtna uš. Premalo obravnavan pa poznan primer, glejte, uničila je 80% vseh slovenskih vinogradov in če gledamo te najbolj rodovitne rodne kraje glede trte, torej Primorsko, Dolenjsko in Belo krajino, takrat se je začel tega, ker je bil vinograd mejnik med lakoto in preživetjem in ker so te vinogradi pač propadli zaradi tega uvoženega patogena, je prišlo do prve velike emigracije Slovencev, predvsem v ZDA in v Zahodna Evropa, takrat smo šli mi v izseljevanje zaradi lakote. Torej vidimo, da so te zadeve bile že preigrane po naravni poti v zgodovini. Potem imamo zgodbo koloradskega hrošča, ki so ga načrtno obmetavali od leta 1938 naprej nacistično Nemčijo, s ciljem uničiti prehransko varnost Nemcev, pač krompir je bil tista osnovna hrana Nemčije in takrat se je začela pa vodena biološka vojna. Glejte, mi smo imeli izjemno pomembno biološko vojno, ki je neverjetno podobna sedanjem stanju s covidom, smo imeli tam leta 2002, 2003, 2004. Bayer, torej spet imamo opravka s farmacevtsko agrokemično korporacijo, ki proizvaja tako zdravila kot strupe, to je zanimivo, kako so ti zdravila pa strupi blizu, kajti oboje nos na isto blagajno denar, torej najbolj fajn je imeti kronično zastrupljene ljudi, ki se potem cajtajo in najprej ti podajo strup, potem še podajo rcnije za ta strup in je kšeft fenomenalen. Torej Bayer je takrat razvil novo skupino insekticidov, tako imenovanih neonikotinskih, poznamo imidakloprid, klotianidin, tiametoksam in tako naprej. Zdaj jasno, oni so rabili prostopek, teste, ki so pa trajali 80 let, tako kot recimo smo govorili danes o neki dobi za razvoj nekega novega cepiva ali pa rcnije. In kako se zadeva pospeši z biološko diverzijo. Namreč koruzni hrošč ni mogel priletati za ZDA v evropski prostor, kajti Atlantik je malo preširok zanj, tudi ni mogel priti kot potnik na letalih, ampak so ga enostavno odvrgli, torej nekaj 100, dovolj je nekaj 100 samic polnih jajčec, točno v okolico vseh aerodromov glavnih mest balkanskih držav, kajti Balkan je bila ciljna destinacija za biološko vojno koruznega hrošča, ki ne bi služil za promocijo teh strupov. Beograd, Budimpešta, Bukarešta, Sofija, Titograd, vse te dežele, Zagreb tudi, okolica aerodromov je ponovadi gozdovi posekani, razen pri Brniku, ker imamo še nekaj gozda okrog, drugače pa so ponovadi tam okrog koruzna polja. Čudovita zadeva, torej ta bioterorist pride, neke 2 škalici žigalc polne samic je dovolj, da se zadeva razmnoži in začne korakati po svoji biološki naravni poti naprej. In kaj se je zgodilo? Torej, ko so nekaj hroščkov najdel na slovenski strani, kajti že tako je panika narejena, torej vidimo, kakšna podobnost je sedanjim stanjem, in so fitofarmacevti, poprej so bili to pač prodajalci strupov, potem so se oblekli v bele obleke in so postali fitofarmacevti, začeli zahtevati od države, da dodeli 6-kilometrski tamponski pas na meji s Hrvatsko, ki ga bodo polivali z neregistriranimi strupi in s tem jasno ustavili ta grozovit pohod koruznega hrošča, ki naj bi uničil slovensko koruzo. Jasno, vreščali so vsi razne kmetijske zbornice in tako naprej, kako bomo mogli živinarjev popolnoma ostati, ko bo ta pošast mala, drobna požrla vso koruzo in bomo na koncu lačni in s propadom kmetijstva. Izsilili so uporabo neregistriranih strupov. Torej vidimo, nič novega. Nič novega pod soncem. Torej zadeva je preigrana, izpopolnjena, dopolnjena, no in zdaj torej imamo opravka s tem scenarijem, ampak gledajte, premalo se ne pogovarjamo o kaj je globalni scenarij tega. Glede, kriza 2008 ni bila nikoli sanirana, finančna kriza. Nikoli. Nas so uželi
koliko se je dalo, teh 5-6 milijard, govorim za podatke v Sloveniji, da smo reševali bankirje, prevelike, da bi lahko propadli, in nič se ni spremenilo v bančnem sistemu. Zadevo so reševali z tiskanjem denarja oziroma z uvedbo digitalnega denarja, ki je itak brez kritja. Se danes vemo, da je realnega denarja 2% do 3% v bankah, vse ostalo je umišljena valuta, ki jo praktično ni, ki nima nobenega kritja v neki realni ekonomiji. Torej, jasno, tiskanje denarja en cajt gre. Potem začnejo pa zadeve guncati. Kajti pri fatalni hiperinflaciji, ki se danes dogaja, so lahko tudi te patološko spremenjeni osebki, ki jim pravimo milijarderji, lahko vse milijarde, ki jim bo inflacija požrla njihovo premoženje, zato htijo to nekako, bi rekel, materializirati. Torej sistem, zavožen sistem s covidom rešuje svoje strane, ki ga je naredil. Nič drugega ni, to je reševanje kapitalizma na račun biološke vojne, ali pa z načinom biološke vojne. In ko se bomo tega zavedali, ko bomo to ljudem povedali, bodo precej hitreje razumeli, zakaj gre. Torej, če gledamo zdaj z očmi sistemske teorije, ker jaz sem zelo pristaš tega pogleda na svet, potem vidimo, da je en sistem, ki je zelo kompleksen, kot je recimo človeška družba, v tem trenutku izgrajuje svojo kompleksnost, pa rešuje svoje probleme na račun tega, da preusmerja inpute materije in energije z ekosfere v tehnosfero človeka in s tem rešuje probleme in zgrajuje svojo kompleksnost. Glejte, ko so ti inputi tako omejeni, da ne pokrivajo več niti nestabilnega stanja, torej da so vsi inputi niso dovolj zadostni, da bi ohranili tisto, kar je, sistem preide v turbulenco, v neko fazo nepredvidljivosti, nenapovedljivosti, torej začne se tako imenovana cona bifurkacije. Mi moramo se zavedati, da se zdaj civilizacija v coni razcepa. Da smo prišli v točko bifurkacije, kjer sta samo dve poti možni. To je osnovni zakon narave, veste, to ni nič neka hipoteza, to je že kar milijonkrat dokazano, govorim iz teorije kaosa in iz teorije kompleksnih sistemov. Torej vidimo, da je civilizacija na razcepu, da je v coni bifurkacije, da sta samo dve poti možni, tretje poti ni. Ali bomo pripeljali zadevo v umiru človeka na človeško stran, kajti druga, bi rekel, druga pot je itak obsojena na neuspeh, kajti tisto, kar je izjemno uspelo tem projektantom koronahisterije v letu 2020, je bila predvsem to, da jim je uspelo zasejati strah med ljudi. In ta strah se še danes drži v približno četrtine populacije in to četrtino moramo kar na miru pustiti. Oni rabijo daljšo inkubacijo, da se tega rešijo. Moramo delati na tistih 40%, ki so nekako, tako kot naša volilna neudeležba, nekako 40% ljudi na hod na volitve, so tisti, ki kolebajo, ki ne vejo, kaj če narediti. Torej vidimo, da je ta populacija tista, s katero moramo delati in katera lahko preokrene scenarij. Kajti, lejte, dajmo se zavedati nekaj, da to kvazi elito, to ni bena elita, to so psihični defekti, to so patološki primerki, ki so za prisilni jopič in za hospitalizacijo, to ni več normalno. Kajti, lejte, te ljudje, zakaj oni pristajajo, dajmo se malo vprašati po profilih, zakaj oni fantazirajo o neki digitalizaciji, o neki povezavi človeka z računalnikom, o nekih teh podobnih konstruktih. A si predstavljamo, da ima nekdo 100 ali pa 150 milijard dolarjev, pa je star 90 let, je pa mediš, kako če umrt? Se ne more umrt pri teh denarjih, ne? Zato je njihova blodna v večnem tukajšnjem življenju, ta histerična odvisnost, da bi se njihov bolani mozek, pitak je bolan, ker ni normalno to, povezal z nekim kompjuterjem in bi skozi to povezavo večno živeli tukaj in zdaj, čeprav morda samo na nekem softveru, ker IT hardware bo itak tako zgnil v zemlji, ali pa da ga skurijo s kremacijo. Torej vidimo, da gre tle za neko totalno patologijo. Lejte, in če zdaj primerjam
prispodobi se rad govorim, ko sem prej omenil, da sem se ukvarjal s toksikologijo, pa še vedno, letos je poteklo 5 let, ko je Evropa podaljšala na račun lobistov korporacij uporabo glifosata, ki je najhujši možen strup. In so zdaj te zadnje raziskave pokazali, da je 99% Francozov, ki ima v telesu, z vsemi posledicami, o tem se sploh ne pogovarjamo. Pa gre za tako toksikologijo. Torej, to je znamenita zdravnica Sandra Steingraber iz ZDA postavila vprašanje, ki ga me zdaj ponovil, tukajle, ali umor anonimnih ni umor. Seveda je. Seveda je umor. Tudi te anonimni so samo neke številke v nekih v glavnem lažnivih statistikah, lahko so pa te statistike zelo krvave, ampak tudi umor anonimnih je umor in mi se moramo ukvarjati s tem, da je to umor. Jasno tudi zaradi tega, ker je, smo že danes govorili o znanosti veliko, smo že prej omenili o dogmatski znanosti, ki ni več znanost, lahko tudi rečem, da je znanost tako napredovala, da praktično ni več zdravega človeka, kajti cilj farmacije je, da smo vsi bolniki. Imamo čisto obrat, torej farmacevtski velik kapital si je privatiziral medicino, to je tragedija tega sveta in jaz mislim, da zdravniki rabijo izjemno družbeno pomoč, da se tega incestoidnega objema ali pa posiljevanja losajo in da zdravniška stroka zaživi samostojno življenje, kot je do dobe farmacevtske prevlade živela. Zato imamo mi tale defekt, jasno, ker se pol vse iznakazi. Leta, jaz sem tudi, ko je ta PCR bil že zdavni nazaj, že več kot leto dni nazaj je proglašen za čisto nerelevantno diagnostično metodo in jaz sem dal primerjavo, da je PCR test je ravno tako, veste, kada vas zdaj tamle zunaj ustavi policaj, in ima en alkotest, vi ste pa pred enim mesecem spili recimo pol litra vina, in čez en mesec vam alkotest pokaže, da ste vinjeni. Boste rekli, pa čakajte malo, kako sem vinjen, če sem pred enim mesecem nazadnje alkohol poskusil. Torej vidimo, da imamo en testiranje, ki je popolnoma nerelevantno. In da ves ta sistem prevare temelji na tem testu. In čeprav so in ameriška agencija in tudi WHO sta dala uradni statement, da je PCR praktično ni relevanten, leta še vedno ga gone naprej. Tako da je to zadnji zakon narave. Torej, tle mislim, da so neke stvari nujne. Če bi zaključil predolg, ko bomo pa še en pogovor imeli naprej. Torej, kdor je bral izjemnega filozofa in zgodovinarja Osvalda Špenglerja, na srečo imamo njegovo knjigo Zaton zahoda v prevodu, 200 strani čudovitega branja. Čeprav je knjiga izšla, je on pač napisal in je bila izdana v Nemčiji leta 1924-25, je možakar, ker je mu krožni pogled na zgodovino fantastično napovedal stanje danes. Kot da bi zdaj živel in dokumentirano opisoval sedanje stanje. On pravi takole, bom samo en stavek citiral, pravi, da je denar uničil demokracijo, ker vidimo, da se to dogaja, in da bo končna bitka med denarjem in krvjo. Samo on pod to simboliko krvi smatra ljudi, ki so povezani z zemljo, ki so povezani z planetom, ki so povezani z ekosistemom, ki so povezani z naravo, da bo na koncu zmagala narava. In to je zame tisti up, katerega se splača staviti. In še nekaj, jaz sem se zelo ukvarjal s tveganjem genske tehnologije. Ves ta čas, tudi ko je bil končan Human Genome Project leta 2003 in je bilo ugotovljeno uradno, da je genska tehnologija v bistvu en eksperiment, da je centralna genska dogma padla in da takrat beležimo vzpon epigenetike, še vedno korporacije, ki so vložile ogromne milijarde v razvoj te stroke, še vedno ždijo na teh genih in na svojih fantazmah, čeprav vemo, da je znanost šla že dejansko v drugo smer. In zdaj imamo spet opravka z nekimi cepivi, ki niso cepiva. To je poskus genske modifikacije človeka, definitivno. In čeprav vsi nakladajo, da te uradni špikarji, da v tem primeru ne more priti do reverzne transkriptaze, da se messenger RNA prepiše nazaj v DNA. Jasno,
zanikajo obstoj pač mehanizmov, ki v naravi obstojajo že zdavni, ki je ta enosmerni transfer informacij iz DNA, RNA in ribozomov naprej in sinteze proteinov v bistvu tudi možna obratna pot. To je znanost že zdavni dokazala. Vidimo, da je ta ambicija, kako vstopiti v genom človeka. Ko se je genska tehnologija začela tako razvijati, da so sekvenator patentirali in tako naprej, se je zdramila akademska poštena znanost in je sprejela Oviedsko konvencijo, ki je strogo prepovedala vsak poseg v človeški genom. In njim se je bleril, kako bi dobili vstopenco za vstop v človeški genom in začeli reprogramirati človeka. To jim je zdaj le ratal, kajti suspendirali so vse mednarodne konvencije, ne samo Oviedo, ki je bil podpisan 96, tudi Helsinško deklaracijo in pač ta sporozum, ki je bil sprejet o biotski pestrosti v Nagoji. Torej vidimo, da je ta obsesija s cepljenjem, ni toliko tisto vprašanje tistega denarja, se tudi, če Pfizer zasluži 30 milijard, se oni itak vsak let 10 milijard za tožbe plačajo, pa za odškodnine, oni to kot strošek knjižijo. Ne se ba, to so taki denarji, da se nam blede. V bistvu gre za to, da kako bi s cepivom je pa najlažje vstopiti v genom človeka. Najlažje vstopiti. Dobiti dovoljenje za vstop, da pozvoniš in se ti vrata odprejo. In zdaj so pozvonili. In naša naloga je, da takoj ustavimo, ker to gre za odpravo človeka. Bodite pozorni, kaj govorim zdajle. Torej, Clive Lewis, znameniti filozof, je že leta 1974 napisal knjigo dobesedno z naslovom Odpravo človeka. In še en človek z velikim Č, ki je uvidel nekako, ki je s percepcijo ali pa z intuicijo segel v prihodnost, točno opisuje, kako bo prišlo do poseganja v človeški genom in kakšne nore ambicije imajo te posamezniki, ki bledejo o tem, kako bi reprogramirali človeka, jasno po svoji lastni fantastični podobi. Torej, bom zaključil z enim stavkom. Mi nujno rabimo javni nadzor nad znanstvenim raziskovanjem. Kajti, glejte, laboratoriji lahko kadarkoli gensko modificirajo kjerkoli virus ali pa karkoli temu rečemo in ga spustijo ven, tako kot biološko orožje. Biološka vojna je precej cenejša, veste, kot je klasična vojna. Torej, in če si predstavljamo človeško civilizacijo, pa človeško družbo kot neko orjaško drevo in je ena od teh vej so te milijarderji, to je ta 0,1%, in upor te veje ne more uničiti drevesa. Drevo pa lahko odvrže suho vejo. In mi moramo narediti tako, da bo ta veja suha in da bo odpadla iz drevesa človeštva. Hvala. Jaz sem tudi pristaš diverzije, absolutno. Sem prej omenil sistemsko teorijo, pa teorijo kaosa, ker to so fundamentalne zakoni narave, tako anorganske kot organske, ali žive ali ne žive, sploh ni ene razlike, ampak sem govoril o coni bifurkacije. Sem govoril o coni bifurkacije, ker ima samo dve poti in jaz ne bi še rekel, da je propad civilizacije. Torej, v to smer gre, če bomo se umaknili. Nekaj moramo vedeti. Bližje, ko je ta propad, bolj nori so zakoni. To moramo vedeti. To ne bo to motiv. Zato smo zdaj v stanju, da norci vladajo, pametni pa norijo. Bom kar citiral Boštjana M. Zupančiča, ki so ta geslo uporabljali že pred leti, ki so imeli to knjigo o hormonskih motilcih. Torej, norci vladajo. Zdaj, kako se teh norcev lotiti? Imam rad prispodobe. Dajmo si misliti eno laguno, kjer kraljuje nek orjaški beli morski pes. Zdaj se vi hočete ga ubiti in ne boste šli proti njemu z neko potapljaško opremo, pa z neko harpuno,
ampak imate boljšo metodo, spustite vodo in on nasede. In morski pes je v bistvu imobiliziran, vi lahko na njem sedite, pa vam nič ne more. Tako se lotimo korporacij. Zato je to praktično peljeno tudi v širšem območju Domžal, tam, kjer živim. Ko so bile te zapore, torej se spomnim tistih lockdownov pred novim letom, 20, ne, kdo je bil zaprt, kjer je obrati, kjera podjetja, kjere stvari so bile zaprte v Domžalah. Jaz se spomnim nekega dne, nisem mogel k čevljarju, ker je bil zaprt. Nisem mogel k urarju, ker se mi je pašek v trgu, ker je bil zaprt. Torej, mi smo dobili stik po telefonih, so fantje prišli, odprli delavnice, povedali, da bodo plačali 2-3 evrov kazni, če jih dobijo, ampak gledajte, šivilja ni delala, čevljar ni delal, potem se spomnim, ko vezalke nisem mogel kupiti, sem videl, medtem, ko je bil snežni metež, so pred trgovino s čevlji ljudje prišli s poručkam, da so na pločniku probavali čevlje. Pa to jaz kaj tada še nisem doživel v najbolj science fiction štorijah. Torej, sneg je padel, dež vmes, mešan snega, plundra dobesedno, ljudje pa zunaj na poručkah sedijo in jim ven nosijo škatle s čevlji in probavajo. Ko je čez kakšen teden dni nama crknil sesalc, pač toliko star je bil, da je šel, smo mi testirali sesalce, da so napeljali kable iz trgovine na pločnik, lepo vas prosim. Kakšna poniževanja ljudi. Ne smemo tega pozabiti, ne. Torej, zato jaz pravim, da če si predstavljamo, prej sem govoril o belem morskem psu, dajmo si predstavljati korporacijo, da je kot en verjaški sod vode, ali pa 300-litrski sod, si ne važno, koliko je velik, in ta voda v tem sodu je ta moč korporacije, ona v tej vodi je ta njena moč kondenzirana, dajmo mi vrtati luknje v ta sod, da voda ven teče. Vsak ne eno luknjo zvrta na dan, simbolično. Torej, in bodo oni imeli več dela s tem, da krpajo luknje, da jim voda ne izteče, torej da jim ne izteče medij, v katerem imajo oni moč. Ne direktno konfrontacijo, ker nas bodo lahko nas finte, vse veste, pa se dogaja, meni ni strah nobenega, diverzija, bo mi tako do konca pelil. Torej, vidimo, da vrtanje lukenj je tisto, ne? Torej, jaz se ljudem pravim, ne kupujte pri korporativnih verigah, kupujte pri malem kmetu, podpirite tržnice, podpirite družinska podjetja, vse obrti, torej Domžale imajo tradicijo obrti že 60-70 let nazaj, ne? In pri nas se moramo reči, da se imamo dogovor, da ne hodimo več čim, torej v markete, edin tisti, ki je najbolj nujno, če ne moreš drugje dobiti. Torej, izstop iz korporativnih verig, kompleten. Jaz sem glede te samopomoči in pomoči ljudi, sem se nekega dne spomnil, kako bi se mi začeli dobivati, ker nismo smeli zdajle ne na kulturne ustanove, ne smeš v knjižnico, ne smeš v dvorano, če nisi cepljen, pa če imaš PCR, ne smeš nikamor, tudi v gostinske lokale ne. Mi smo postavili koncept parkov svobode. In smo se pred 4 meseci začeli dobivati v Domžalah v enem krasnem parku, brez reklame, pa je šlo 10, 15, 20, zdaj nas je 60, 70. In se enkrat na teden dobimo, jaz smo se malo preselili na en zaprt prostor, ker ljudi je malo zebel, po 3 urah zunaj stati, ne, pri minus ne vem koliko stopinjah. Torej, število narašča. Grupe so še že odcepile za Kamnik posebna grupa, za Trzin posebna, za Mengeš posebna, ker se razmnožujemo. Vsak pripelje še enega ali pa 2 in vedno več nas je. In tukaj se izmenujemo vse novosti, si medsebojno opogumljamo, ko se reče, lepo vejo, kaj jih teži, kakšni problemi so, in zdaj smo začeli velik projekt, kajti vemo, da bodo nadaljevali, tudi če se COVID histerija neha, vemo, da je že prehod se trasira na klimatsko ogrevanje. Definitivno je to. In ta COVID pasoš bo tudi not imel ogljikov odtis, verjete mi, to je vse scenarij, ki ga imajo. Torej, mi se moramo pripraviti na to, ker želijo doseči kaos in razsulo te družbe, hrane pa najbolj cor zadeva. Zato smo mi zdaj začeli v Domžalah akcijo povezave kmetov in ljudi, ki nimajo zemlje, da se skupinski vrtovi postavijo. Čisto konkretno. Kdor želi, zdaj zbiramo prijave, matematika je zelo enostavna tudi za kmeta, tista kmetija, ki ima recimo, ne vem,
5-6 hektarov zemlje. Če 1 hektar, en kmet odstopi za skupinske vrtove, ljudi brez zemlje, potem ima rento nekako, če pride na hektar 85 vrtov, to smo v Mariboru, Pelu in v Zgornjesavski dolini. Torej, ima kmet neto dohodka na leto okrog 8.000 evrov na 1 hektar. In teh 8 hektarov lahko vloži v razširitev osnovne dejavnosti tam, kjer mu ostane zemlja. Torej, kmetje so navdušeni nad tem in bomo tle povezali. Druga stvar povezave je, ko smo prej govorili o preventivi, je ta trikotnik, jaz vedno pravim ljudem, kmet, zdravnik, učitelj, naj bo kmet zdravnik, naj bo zdravnik učitelj, naj bo učitelj kmet. To pomeni, naj bo kmet zdravnik, naj kmet prideluje hrano, ki bo podpirala zdravje, ne kemično trasirano ali pa kemično obdelano hrano, ki nima več nobene veze z življenjem, pa zdravjem, ampak z boleznijo in smrtjo. Torej, tukaj se realizira prvi Hipokratov stavek, naj bo hrana tvoje zdravilo. Naj bo zdravnik učitelj, pomeni, da bodo zdravniki učili, kako živeti, da ne bomo zboleli. Torej, imamo spet Hipokrata, bolje preprečevati kot zdraviti. Torej, vidimo, da so neke modrosti, če jih uporabimo in tudi tle pri šolstvu, naj bo učitelj zdravnik, naj bo kmet zdravnik, zdravnik učitelj in učitelj kmet, pomeni, da bomo v šolah dosegli spremembo, da se bo začela podučevati praktična znanja, kako preživeti v spremenjenih okoliščinah. Ne, da so otroci na vreče, kamor se sipajo popolnoma nepotrebne gore podatkov, ki jih delajo pravilno nesposobne in dobesedno jih potiskajo kot fah idiote v brezno korporativnega presije in terorja. Torej vidimo, tudi ta zelena podnebna hipoteza, ki je totalno nora, ki je itak nemogoča, dajmo se povezati s tem, da je kapitalizem tak, ki je bil, torej brez realne povezave, je propadel sistem. Oni se rešujejo svoje riti, oni rešujejo svoj status, ki so ga zavozili na račun milijard ljudi celega sveta. Torej moramo mi to ljudem povedati, da je naša moč tista, ki sem prej rekel, da so zdaj države postajajo ječe narodov in da so sedanje vlade v bistvu gauleiterji, kar v času nacizma, ko so bili pokrajinski upravitelji nacisti. Torej, vse te vlade Evrope so gauleiterji in če ljudem povemo, da so bili vsi šolani v Davosu, da je leta 1994 bila prva generacija, ki je bila Merkelca noter, potem so prišli pa na vrsto od Blaira do Johnsona sedanjega, do tega Macrona, Aldernova je bila noter na šolanju, vsi tudi ta kanadski Trudeau, torej vsa ta banda je bila šolana z davoško kliko in so oni bili vzgajani kot bodoči voditelji Evrope. To je treba ljudem povedati in se jim bo hitro odprle oči, bodo prepoznali, da je zadaj ena velika umazana igra in če gledamo še ta projekt, ste porajtali, da je naša oblast že piše novo strategijo naše zunanje politike, torej kjerkoli, ki ne bi se mi bolj povezali z vzhodno Evropo, torej Evropa gre do jeseni na 2 dela, to je definitivno. Jedrna Evropa, mi smo pa v tej drugi skupini, skupaj z Balkanom, ki bo not prišel, torej v bistvu cela juga in not, pa Višegrajska skupina smo zdaj zapakirani na vzhod, to je ta Evropa 2 hitrosti, In to je treba ljudem povedati. In zato pa je tak teror, predvsem malo drugačen teror, je recimo v jedrnih državah, kot je Avstrija, pa recimo Francija, pa Nemčija, pa tako naprej, kot je med Višegrajci. In zdaj še nekaj, bodimo pozorni. Kdo je zdaj tako forsira tega Goloba? Torej mediji, ki so itak že kupljeni, da peljejo covid histerijo, kar naenkrat čez noč favorizirajo samo enega, torej gre za direkten prenos oblasti, Janša je svojo upravo, njega bomo spakirali v opozicijo, zdaj imamo novo zvezdo, ne bodo pustili, da bodo volilci nekaj po svoje izbirali. Glejte, ko so v Avstriji naredili, poglejte, Kurz je odstopil, ker verjetno ni hotel sodelovati v tej svinariji proti Avstrijcem, ki je zdajle v Kalifornijo je šel v dobu azil, čeprav je rekel, da je odstopil iz položaja kanclerja, zato ker se bo posvetil družini. Ampak on je zdaj v Kaliforniji, družine pa na Dunaju. Komu se je posvetil? Kaliforniji ali družini? Sledil mu je Blair, to veste, da sta zdaj skupaj v Kaliforniji.
torej na neki pospešeni penziji tam uživata na kalifornijskem podnebju. Po drugi strani vidimo, da je potem pa šel ta drug kancler, ki tudi ni opravil svoje naloge in zdaj imajo slici že tretjega, ki pa je sprejel obvezno cepljenje. Torej vidimo, da je vse so to strogo nadzorovani vlaki. Ni to kar tralala. Bodo pozorni in moramo tudi ljudem povedati, da za tele naše volitve lahko zelo nevarna igra. Ne? Da bo zelo lahko še huje, če bomo popustili. Ne smemo 1 milimetra popustiti. Nikoli. Jaz mislim, da je naša moč ravno v tem, da ljudem povemo na vseh koncovih in krajih, da imamo opravka z nacističnimi gauleiterji kot upravniki držav, da je edina naša rešitev je afirmacija nazaj nacionalne države z vsemi atributi demokracije in človekovih pravic. Tu mislim, da je to edina varianta in da je pot v anarhijo in kaos tisto, kar oni hočejo. Pa vrtanje soda, dajmo luknje vrtati skozi.